Državni zbor sestavlja 90 poslancev. Med njihovimi nalogami je, da predlagajo in sprejemajo zakone in druga pravila, ki se jih moramo v državi držati. Naprimer to, kaj šteje za vpis v srednje šole. Prav tako sprejemajo in nadzirajo državni proračun, torej koliko javnega denarja bomo porabili za kaj. 2 poslanca od 90 zastopata manjšini, italijansko in madžarsko. Za ti 2 mesti se letos poteguje 5 oseb. Na volitvah ju bodo izbirali le pripadniki manjšin, ki živijo na meji z Italijo oziroma Madžarsko. Izvoljeni bosta tisti 2 osebi, ki jima bodo volivci namenili največ glasov. 88 poslancev pa bodo polnoletni državljani volili po vsej Sloveniji. Za teh 88 mest se letos poteguje 1471 oseb, ki pa so povezane v 20 skupin oziroma strank ali list. Volivci tako s tem, ko izberejo svojega kandidata, oddajo glas tudi za eno od strank ali list. To lahko naredijo 24. aprila, lahko pa svoj glas oddajo že na predčasnih volitvah ali po pošti, kar pa je treba pravočasno napovedati. Letos lahko glasuje 1.699.433 oseb, imenujemo jih volilni upravičenci. V državni zbor se bodo uvrstili kandidati, katerih liste ali stranke bodo izbrali vsaj 4% vseh volilnih upravičencev, ki se bodo udeležili volitev. Ko bodo končni izidi glasovanja znani, bodo stranke skušale oblikovati koalicijo. To je skupina poslancev, ki podpira vlado in iz katere predsednik ali predsednica vlade izhaja. Predsednik vlade ali premier je oseba, ki ima v Sloveniji največ politične moči. Da dobimo predsednika vlade, mora zanj glasovati vsaj 46 poslancev. Poslanci, ki predsednika vlade ali premierja ne podpirajo, oblikujejo opozicijo in nadzorujejo delovanje vlade. Poslanci v državnem zboru bodo svoje delo lahko opravljali 4 leta, potem pa bo čas za nove volitve.